Živijo in dobrodošli v novi oddaji Tempo. Danes sem to v biljardnici Direkt v Ljubljani, kjer bom sprobal vzamem še nov parašport, biljard. Biljard sem si izbral zato, ker naši parašportniki dosegajo res izjemne rezultate. Prvo mi bo trener pokazal nekaj osnov te igre in ker mi bo uspelo spraviti kakšno kroglo v luknjo, se mi bosta pridružila še svetovni prvak Matej Brajkovič in tretji na sveti David Slaček. Torej, danes bo biljard glavna tema današnje oddaje, ostalo vsebino pa si poglejte v napovedniku. V oddaji smo poklepetali z igralcema biljarda Matejem Brajkovičem in Davidom Slačkom. Predstavljamo vam mlado paraplesalko Nežo. Trening vzdržljivosti in moči kot napoved dogodka Spartan Para. Spomnili pa vas bomo tudi, kako pestro je dogajanje na poletnem paralimpijskem taboru za družine v Laškem, na katerega vas letos vabimo med 21. in 24. avgustom. Tukaj imajo trening odlični mladi igralci biljarda. Med njimi je tudi odličen mlad parašportnik Blaž Rus, njega smo že predstavili v oddaji Tempo. Naša najboljša igralca na vozički Matej Brajkovič in David Slaček prideta nekoliko kasneje, kar je dobro, da ima jaz še nekaj več časa za trening. Imaš! No, To je to. evo, prva lekcija končana. Medtem ko Anej v pričakovanju Mateja in Davida še malo trenira, pa spoznajmo mlado paraplesalko Nežo, ki kljub temu, da je našla svoj parašport, z velikim veseljem poizkusi tudi kaj novega. Živijo, midvi sva Urška, pa Neža. Neža je paraplesalka. Danes je prišel pa spoznati še nov šport, to je strelstvo. Lansko leto na poletnem paralimpijskem taboru za družine v Laškem se je Neža prvič po daljšem času ponovno družila v živo z drugimi otroci. Vseeno pa se še ni mogla preizkušati v različnih parašportih. In tako je ostala neizpolnjena želja preizkusiti se v parastreljanju. Zato smo se z Nežo tokrat najprej odpravili na strelišče. V strelskem društvu Trzin so Nežo sprejeli z odprtimi rokami. Na začetku me bo zelo strah tega, ko strelim, ko me vrže, zdaj mi je pa všeč. Strelski trener je bil takoj navdušen nad Nežo. Že to, da je po vseh navodilih z prve zadela tarčo in pol te zadetke sam stopnjevala, tako da res vsaka čast. Zanimivo, zabavno, to, da vidim, da zastanem čim bliže sredini. Po statistiki so na plesalci tudi dobri strelci. Zgleda, da ples, s katerim se ukvarja Neža, pomaga tudi pri streljanju. Kljub zabavni in zelo uspešni izkušnji pa Neža zelo jasno pove, kateri šport ostaja na prvem mestu. Ampak streljanjem ne bom zamenjal za ples. Zato se z Nežo zdaj odpravimo še na plesni parket. In ker plesni parket v njeni plesni šoli ravno prenavljajo, so nam prostor prijazno odstopili v telovadnici na Uri Soča. Ples mi je zabaven, pač se mi zdi, da se sprostim v bistvu. Pri glasbi mi je najbolj pomemben ritem. In kakšni ritmi so najboljši? Hitri. Prav ples toliko zelo veliko pomeni, mogoče tudi zato, ker sva prej več kot leto dni bile zelo izolirane zaradi slabega imunskega sistema. Pri plesu sva se pa le opogumile, ker je to bilo nekaj, kar se je videlo, da jo dvigne in je bilo tudi počutje boljše in tako da so včasih prestopile mejo, ki nama je bila postavljena, pa se vse dobro išlo. So pa tu nekatere, za večino povsem vsakdanje stvari, ki jih Neža ne sme početi. Recimo v bazen ne sme nikoli več, to bi si želela. Ker zdaj sem na morje hodim. Ali pa recimo
Sladoleda ne smem nikoli več, pa si želim zelo, tudi da si moram doma delati. Ne smem sveže zelenjave pa sadja, pač brokoli pa ne smem nikoli več delati zdravil pa tega. In mi je to ful zanimivo, da pač navadno drugi govorijo, da so raži brokoli pa ne vem kaj, ampak jaz bi pa rada. A na srečo je tu ples, ki ji daje ogromno. Pred enim letom, dobrim letom, je priključila plesnemu klubu Zebra, kjer je pa našla svoje zatočišče in kjer na nobeni treningu ne manjka, če se le da. Zato, ker najdem nove prijatelje, imam zabavo, tako ne vem, kaj bi delal. Pa tako nasplošno, ko mi je fajn ples. Neža je radoživo iskrivo dekle, ki rada ustvarja in se izraža na najrazličnejše načine. Poleg plesa se uči tudi igranja klavirja in petja. Poseben izziv pa so tudi plesna tekmovanja in nastopi. Mi je nerodno velikrat, ampak vseeno fajn. Zmeraj si želim zmagati, sem pa doba na državnem. En pokal za 3. mesto pa medalje, da imam zdaj prvi pokal. Neža se je s plesom spoznavala že pred poškodbo. Bilo je zelo hudo, ker si nismo več predstavljali, da se bo k plesu lahko vrnila. Ko je bila pa pred 2 letoma povabljena na projektu Predani korakom, je pa spoznala, da prav tako lahko se izrazi, prav tako lahko najde tisto svojo svobodo gibanja, v bistvu še več kot prej. Zato se k projektu Predani korakom vsako leto rada vrača. Letos bo sodelovala že 3. In prav tako 3. v sodelovanju z URI Soča projekt pripravlja plesna pedagoginja Jana Kovač-Valdes, ki bo ob koncu avgusta na odru Ljubljanskih Križank združila učence bolnišnične šole URI Soča ter učence konservatorija za glasbo in balet. Neža je bila stara, mislim, 6 let, ko se je vpisala na konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, na naš oddelek za sodobni ples. In že takrat se je pokazalo, da uživa v plesu, v gibanju. Po Nežini bolezni sta se ponovno našli v projektu Predani korakom in naslovno ime projekta lepo sovpada z Nežinim odnosom do plesa. Neža je predana temu, kar sem pač začutila, tudi ko smo imeli vaje, sem videla, da je utrujena, pa je vseeno. Bom še enkrat, tako da uživa v gibu. In veliko ljudi, ki so jo videli na odru, so mi povedali, da jim je ostala v spominu s svojo nežnostjo v gibu, v načinu izražanja. In ko Nežo vprašamo, kaj ima najraje, preprosto odgovori: Ples. Želja Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja je, da se čim več mladih z invalidnostmi ukvarja s parašportom. In da lažje najdejo tistega pravega za sebe, že vrsto let skupaj z Lidlom Slovenija skrbijo z različnimi programi znotraj projekta Postani športnik. Še en odličen projekt pa je tudi vsakoletni poletni paraolimpijski tabor za družine v Laškem, ki ga na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paraolimpijskem komiteju, pripravijo vsako poletje v pomoči svojih podpornikov na čelu z Lekom. Paraolimpijski tabor za družine nudi prostor in čas, kjer se srečajo mladi z različnimi invalidnostmi v družbi svojih družin. Vse je prilagojeno njim. Njihovi družinski člani pa jih tako lahko spremljajo in podprejo v športnih aktivnostih, pisanih na njihovo dušo in njihova telesa. Poletni paraolimpijski tabor za družine se vsako leto že vrsto let odvija v Laškem. In tukaj je nekaj vtisov z lanskega poletja. Midva smo na poletnem taboru prvič, februarja sva bila prvič na zimskem in smo se odločila, ker je bilo na zimskem tako fino, da prideva tudi na poletnega. Na taboru sva drugo leto, na njegovo željo, ker je bilo lansko let res fantastično, ogromno športov je bilo predstavljenih, tako da smo eno leto odštevali do letošnjega letovanja, tako da noro dobro.
Različne parašporte spoznavajo iz prve roke parašportnikov in njihovih trenerjev. Kaj smo imeli, Max, vse? Showdown, to je ping-pong za slepe. Potem smo imeli met pikada, pa formulco smo vozili, a ne? Kaj si še počel? Imeli smo še plavanje smo imeli in potem smo še imeli košarko, potem pa kegljanje in danes smo imeli tekmovanje. Imeli smo metanje kopja pa unga diska. Imeli smo tudi košarko na vozičkih, imeli smo ples, pa bočo smo imeli smo tudi hokej na teh električnih vozičkih, tako da meni bo všeč, da sem prišel v Laško. Pomembno pa je tudi druženje. Z Nežo smo se spoznala na poletnem taboru ki smo se spoznala v Laško. Ja, midva sva se spoznala pred 2 leti. Tako, srečali smo se v hotelu in pa smo se tako malo začeli pogovarjati, pa smo se začeli še več družiti. Ja, da imaš mnoga prijatelja v podobni situaciji in da se razumeva pač. Ker je v bistvu zelo podoben tebi in da te razume. Nova poznanstva in izmenjava izkušenj so pomembni tudi za starše. Definitivno so prijateljstva tudi pri starših, pri mamicah in pravzaprav so to ta prijateljstva, ki so res tista pristna, zaradi tega, ker so podobne življenjske situacije in se že v štartu pravzaprav zelo razumeš, kot da se že ves čas poznaš že celo življenje. Ne? Fajn je, da se z nekom lahko povežeš, tako kot je rekla že Melita, ne? Da imaš nasprotnika, ki te razume, sogovornika dejansko, ki pač razume, da so otroci malo drugačni, da jim je treba določene stvari prilagoditi. Tako da to je zelo pomembno. Tu je prostor, kjer se družine z otroci z invalidnostmi lahko podprejo, se izmenjujejo izkušnje in se tudi sproščeno družijo. Ko so skupaj s svojimi otroci, a je istočasno skrb za njihove zanimive in varne parašportne dejavnosti zaupana v roke strokovnjakom. Na taboru je pravzaprav super in fenomenalno, zato ker Valentino tukaj res najde vse, kamor se lahko vključi. Ni nikoli izključen, ampak zgolj vključen. Res smo se uživali, ja, in starši z otroci, res je bilo dobro, super je bilo. Zadovoljna sem bila in všeč mi je bilo in bom prišla še. Letošnji poletni paralimpijski tabor za družine v Laškem se bo odvil med 21. in 24. avgustom. Več informacij o taboru najdete na strani tabor.zsis.si. Imamo novega igralca. Pozdravljena. Živja Matej, živja David. Kaj ne rečem, prvo čestitam za vse dosežene rezultate. Vidva sta najboljša na svetu. Kakšen je občutek? Občutek je božanski. Končno so se vsa leta v biljardnicah obrestovala. Kaj pa zate, David? Kaj ti to pomeni? Kaj mi pomeni? Zadovoljstvo. Super, toliko let treniranja. Ja. Odlično. A ja, bi kako odigrali? Dej bom raje to prepustil vam profesionalcem. Jaz bom gledal pred strani in se probal z tega kaj naučiti. Živjo, sem Matej Brajkovič, biljardist. Zdravo, sem David Slaček, igralec biljarda. Sem svetovni prvak v biljardu na vozičkih v disciplini highball. Jaz sem na tem istem svetovnem prvenstvu osvojil 3. mesto. Matej Brajkovič trenira biljard že več kot 20 let. David Slaček pa se je navdahnjen prav z Matejevimi odličnimi igrami resneje začel ukvarjati z biljardom pred približno 10 leti. Sta najboljša slovenska igralca biljarde na vozičkih in oba že dobro poznata oder za zmagovalce iz evropskih prvenstev. Letošnje svetovno prvenstvo v disciplini highball pa je obema prineslo do zdaj največja uspeha njunih karier. Čutki so božanski. Kaj mi pomeni? Ja, to je eden od ciljev v življenju, lahko rečemo. Ja. To je bil definitivno eden od mojih ciljev življenja.
V polfinalu sta se pomerila drug s drugim. Ko igramo, smo rivala, v bistvu oba dva drugega spodbujamo, ampak v prostem času pa dobra prijatelja. V bistvu je vrhunsko, da smo dva, ker smo drugemu motivacija. Vsak hoče zmagati normalno in potem si parirava si tam nekje in je to vrhunsko za super recept za napredek. V čem pa sta Matej in David boljša drug od drugega? Imam verjetno bolj napadalno igro, kar je včasih lahko dobro, včasih pa tudi ne. Nikoli ni predaje. Matej pa je bolj več taktika, ima pač več let izkušenj. Jaz sem od Davida boljši, sigurno imam več izkušenj. Mislim, da je to mogoče tisti odločilni faktor. David je od mene boljši v brejku, to je začetni udarec. Brejk je pol igre, dober brejk je pol igre. In kaj naredi dobrega igralca biljarda? Za dobrega igralca so potrebni 4 P-ji. Pogum, preciznost, potrpežljivost pa pamet. Slej ko prej moraš enega od teh asov potegniti iz rokava. Oba tekmujeta v različnih igrah biljarda, ima pa vsak svojo najljubšo. Matej 10 in David 8. Hejbol pa je novejša različica. Ni pa pri nas še veliko možnosti za treninge na hejbol mizah. Hejbol je, bom rekel, kot ta biljard, ampak snooker, bande in luknje. To pomeni dosti bolj zahtevno, ker so dosti ožje luknje in dosti večja natančnost. Pri tej igri zanimivo je, ura 40 je omejen čas, igra se do 5. Ali, če prej prideš do 5 je konec, če zmanjka ure je konec. Tako Matej kot David sta v mlajših letih utrpela poškodbo hrbtenice, zaradi česar sta na invalidskem vozičku. Šport pa je bil in tudi ostaja tisti, ki ima daje pomemben gradnik vsakdana. Biljard je od začetka Matejeva prva parašportna ljubezen. Davidova pa je bila najprej košarka na vozičkih, kjer je bil tudi državni reprezentant in nekaj časa igral tudi v profesionalni italijanski ligi. V prvi vrsti košarka mi je dala eno fizično, psihofizično moč, da si se pač izkopal iz tistega, ko prideš na voziček. Šport mi je dal ogromno. Mogoče, če gremo od začetka, ko sem se ponesrečil leta 1999, potem vsak išče samega sebe. Sem bil pri mladih letih, pri 18, že zato mogoče nisi siguren, iščeš neko potrditev. In pri biljardu sem mogoče to našel. Ja. V bistvu sem srečal ogromno ljudi, bil v ogromnih krajih, mestih, državah, kontinentih. Dejansko je, če se ne bi ponesrečil, v bistvu ne bi imel tega vprašanja, ali bi potem imel več ali manj. Matej Brajkovič je bil ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka na valu 202 izbran tudi za ime tedna. To se mi zdi ogromna čast. Ja. Najprej sem bil zelo izjemno presenečen, da sem sploh eden od kandidatov. Ko sem zmagal, sem se počutil zelo stresno spet, ker sem vedel, da bom mogel biti potem direktno na radiju. Saj fanta pravita, da svoje veščine raje pokažeta na igralni mizi, kot pa pred mikrofonom. In na igralnih mizah biljarda si želita dosegati še. Tako vsak želi zmagati, to pomeni en evropski pa naslov. Zdaj vidim tudi, da bi lahko v hejbolu tudi še kaj več naredil, tako da recimo to dvoje. Moji cilji, moje želje. Ja, nadaljevati na najvišjem nivoju, na najvišji stopnički. Fanta, lepo je bilo spremljati vašo igro, čestitam. Daj mi povejte, koliko ur treninga bi jaz rabil, da prijem nekje, da bi se lahko kosil z vama? V bistvu bi rekel prej v letih, kot v urah, ampak ja, 2-3 leta definitivno. Čakaj, kaj pa moje močne roke od kolesa, bi mi prišle prav kaj pri biljardi? Moč mogoče ne ravno, sigurno pa moraš imeti vzdržljivost. Mogoče pa greš vse na eno igro z nama, izberi se enega, s katerim boš.
To bo pa težka odločitev, ali igrati s svetovnim prvakom ali s tretjim na svetovnem prvenstvu in premagati svetovnega prvaka. Dej, medtem ko si bom jaz malo razmislil, si pa vi poglejte naslednji prispevek, kjer smo se parašportniki udeležili zanimivega treninga, kjer je moč predvsem bolj pomembna kot natančnost. Živijo, sem Tanja Cerkvenik. In jaz sem Jan Fonda. Danes smo tukaj, da vam predstavljam Spartan Para. Gremo v akcijo. Spartan Para, ki bo letos prvič obiskal Slovenijo, je del programa svetovno poznane serije tekmovanj imenovane Spartan, športnega dogodka, na katerem udeleženci preizkušajo svojo moč in vzdržljivost. Parašportnika Tanja Cerkvenik in Jan Fonda pa sta ponosno prevzela vlogo ambasadorjev Spartan Para Powered by Loterija Slovenije, letos sestavnega dela mestne izvedbe Spartan v Ljubljani. Mi pa to v bistvu všeč zato, ker je dosti podoben športu, s katerim se ukvarjam, tej funkcionalni vadbi. Tako da ja, v bistvu mi je nov izziv, pa ta vzdržljivost, moč, to je tisto, kar meni paše v bistvu v športu, ta kombinacija tega. V meni šport dela živo, tako da meni, kaj da šport, meni da šport življenje, da to se mogoče malo tako sliši, ampak to je resnica, tako je. Se s tem ukvarjam že dlje časa, hodim v fitness, hodim tudi na te štange, kjer vadim te calisthenics vaje. In všeč mi je, da v bistvu vidim, koliko sem zmožen dejansko narediti z svojim telesom in napredujem čisto vsako vadbo. To mi veliko pomeni, sploh to, da sem lahko ambasador, da v bistvu lahko tekmujem, da v bistvu lahko vidim, da lahko premagam samega sebe in sem tudi vesel, da so naredili Spartan Para za ljudi, ki so gibalno ovirani, tako da bodo tudi lahko oni bili del tega. Njuna ljubezen do športa je nalezljiva in njun zgled vleče. Tokrat sta se jima ob pomoči še nekaterih ambasadorjev Spartana pridružila Ana in Elvis. Prostor za spoznavni trening so jim prijazno odstopili na terasi Aleje v Ljubljani. Želel sem probati, ker vedno rad preizkušam nove športe, nove meje svojega telesa in svojo moč in vedno neke nove športe in druženja. S to možnostjo sem se spogledovala še pred poškodbo, ampak je pa nekako višja sila posegla vmes. Zdaj pa splet okoliščin nanesel, da se nekako padla noter v to. Zadovoljna sem, da sem probala, navdušena čist. Tako da ja, mislim, da sem tudi jaz kmalu poizkusila v tem. Že to, da si vključen v nek šport, pa v redu je, ker imaš lahko spremljevalce poleg, ker kot smo videli prej, lahko to izpodrsne. Bilo je odlično, je pomembno, da imaš moč in tehniko, tako da sem se tudi odločil, da sem letos udeležil Spartan Para v Ljubljani. Takole izgleda trening. Kako pa bo izgledalo tekmovanje? Gre za tek z ovirami po prostem terenu, razgibanem. Obstajajo različne kategorije, različne dolžine. Mi v Sloveniji imamo sprint 5 km in pa super 10 km in pa bist 21 km. In potem na tej dolžini je pa še različno število ovir. Te ovire so zelo različne, se pravi, gre na moči ali pa kondiciji ali pa ravnotežju, tako da nekako preizkuša celotno naše telo. Prvič v Slovenijo pa prihaja tudi Spartan Para. Para kategorija je nekaj, kar je zelo malo razširjeno in malo poznano, tako da smo zelo veseli, da lahko to predstavimo v Sloveniji in v Ljubljani. Kaj to pomeni je, da ovire so v bistvu Spartan ovire. Le en delček terena je malo skrajšan, zato ker ni glih teren primeren za vozičke. Ostali, ki imajo samo proteze ali pa kakšno drugo invalidnost, torej niso na invalidskem vozičku, jih pa vabimo, da se brezplačno pridružijo naši sprint ali super tekmi. Ljubljana bo tudi zelo zanimiva, se mi zdi. Je prva v bistvu glavno mesto na svetu, ki gosti Spartan dogodek in bo bolj mestna varianta. Se mi zdi sploh v redu, da je še paradisciplina v Ljubljani, zato da lahko dokažemo, da tudi če si gibalno oviran, da vseeno lahko še njim približamo to, da se da jim dokažemo, da lahko. Tekma prilagojena za športnike na invalidskih vozičkih bo potekala 31. Vsi ostali pa se lahko pridružijo ali 30. ali 31. avgusta.
Edinstvena priložnost za edinstveno tekmovanje torej. Predznanje in močne roke niso pomembne za to, da se prvič preizkusite. Udeleženci na invalidskih vozičkih pa potrebujete s seboj na poti tudi pomočnike. Najmanj 2, lahko tudi 4. Če nimate svojih, se obrnite na organizatorje in lahko vam jih pomagajo poiskati. Recimo jaz sem mislil, da to ne bo nič kaj takega na začetku, ampak ko ti priješ čez cilj, pa ko vidiš, kaj si vse naredil, takrat pa samo neka čustva v sebi dobiš, ko so nerazumljiva. Naj pride v bistvu čim več športnikov invalidov. Res bo fino, ful se bomo imeli fajn, ni važno, kjer boš, ali boš prvi, ali boš zadnji, ali se vseeno. Glavno, da naredimo, pa da se imamo v redu. Odločil sem se, da bom igral z Davidom, zato da probava skupaj premagati svetovnega prvaka. Mislim, da imava šanse. Probate lahko. Ja, glej, začetni udarec je tvoj. To pa je čas. No, moj trening bo še malo počakal, ker nima vsak dan prilike igrati s tako dobrima igralcema. Matej, David, hvala še enkrat za vse napotke. To je bilo za današnjo oddajo vse, vi pa nas ponovno spremljajte prihodnji mesec. David, kam že moram udariti?